Konflikte začneš reševati že od samega rojstva, že takoj, ko se začneš zavedati, kdo si, in se mi zdi, da si non-stop v stiku z njimi. Jaz se konflikte in težave v bistvu sem se že začela naučiti od osnovne šole naprej. V glavnem se tega po mojem učimo v medsebojnih odnosih, tako v šoli kot tudi doma z družino. Konflikte sem se naučil reševati že v osnovni šoli, v vrtcu, mislim prvi socializaciji v bistvu. S prvimi konflikti se srečamo že znotraj družine, se jih pa učimo reševati kar celo življenje. Meni se zdi, da se konflikti oziroma težave pojavljajo povsod v vseh družbenih okoljih, torej doma, s prijatelji, pri starših, tako da se jih v bistvu naučimo reševati že od malih nog in jih rešujemo celo življenje. Starši so lahko avtoriteta večino tvojega življenja, ampak po najstniških letih se mora ta avtoriteta znižati. Starši naj bi imeli neko avtoriteto nad otroci, dokler ne znajo razmišljati sami zase in začnejo biti nekako samostojni. Meni se to zdi, da je pač odvisno od otroka, ker nekateri otroci so bolj odgovorni, nekateri rabijo malo več avtoritete. Ko starš presodi, da je otrok samostojen in da sprejema pametne odločitve. Starši bi morali biti avtoriteta, dokler ne presodijo, da lahko otrok sam ve, kaj je dobro za njega in kaj ne. Eni mislijo, da tudi do 18. leta, ampak mislim, da predvsem dokler živimo so starši vedno avtoriteta v naših življenjih. Dokdaj ne bi starši bili avtoriteta, je zelo odvisno od posameznika, od kako je samostojen in kako lahko sam sebi postavlja meje. In takrat, ko vidijo, da je zadosti sposoben sam, lahko se starši malo odmaknejo. Dokler ne more biti otrok sam odgovoren zase, ter v bistvu postaviti neko svojo avtoriteto in se zavedati, torej, katera njegova dejanja so pravilna in katera ne. V moji družini se počutim varno in sprejeto in tu tudi ustvarja neko dobro počutje. Podpora in zaupanje v en drugega. Osebni prostor in dobra volja med člani družine. No? Da dobro komuniciramo in da imamo nek odprt prostor za pogovor. Odprta komunikacija in medsebojno druženje. Da smo vsi za enega, da se spoštujemo in da se imamo radi. Dober, zdrav odnos, definitivno tudi medsebojno zaupanje in to, da lahko torej jaz in prav tako tudi starši povemo svoje lastne mnenje. To zaupanje med nami in pozitivna podpora. To je naša povezanost, da ravno če se zgodi kakšen konflikt ali pa problem, da stopimo skupaj in probamo skupaj reševati, kar se da in rešujemo tako, da je za vsega dobro in poskušamo čim bolje rešiti ta problem. Ko bom starš, nikoli ne bom kričal na otroke. Meni je pri mojih starših najbolj všeč to, da me ne vpletajo v njune konflikte. Ko bom starejša, ne bom mojega osebnega mnenja silila na moje otroke ali pa znance. Ne bom nikoli zanemarjala svojih otrok. Ko bom starš, upam, da bom tako kot moja mama in ne bom uporabljala jeze nad otroki. Ko bom ali pa če bom starš, jaz bom pustila svojim otrokom, da do neke določene mere se sami odločajo o svoji prihodnosti, o svojem življenju. Jih bom pač vodila, pri tem jim bom pomagala, ne bom pa se odločila namesto njih, ker se mi zdi to neumno. Samopodoba je samo delček samozavesti. Samopodoba je, kaj si mi mislimo sami o sebi. Samozavest pa kaj nam naša samopodoba dovoli izvajati v družbi drugih. Samopodoba je nekako del samozavesti, oziroma samozavest je, kako kažemo to neko samopodobo do sam sebe. Samozavest definitivno kaže navzven, medtem ko samopodoba je pa samo slika, ki jo mi imamo o sebi. Torej ni nujno, da imamo dobro samopodobo, kljub temu pa lahko imamo tudi kar dobro samozavest. Samopodoba je torej, kako ti vidiš samega sebe in je precej težko spremenljiva, medtem ko po tvoji samozavesti pa si torej drugi ljudje o tebi ustvarijo nek svoj vtis. Se pravi, samopodoba je neko doživljanje samega sebe in samozavest je tisto, kar kažeš navzven, kar ni nujno, da je tudi navznoter.